se imam za rekreativko, trenirala sem pa kot kakšni profesionalci, tudi 2-krat na dan. V Italiji je res tako, ko imaš še en tak rezultat, že po 3 ure, ženska, te kar vabijo po tekih, po klubih, Res, manj je več in ni sramota odstopiti na tekmi, samo ne iti na škodo zdravja. Aleksandra, živijo! Živijo. Dobrodošla v podcastu Zagret za tek. Kako si danes? V redu, polna vtisov. Bom rekla tako, iz delovnega vikenda. Tako da, nič ponedeljkovo, no. No, fajn, mislim, menda si bila ravno na Koroškem še pred časom, na K24, kako je bilo? Super, bi se kar tle javno zahvalila še enkrat Klemnu in Bogdanu za povabilo, da sem pač lahko tam predstavljala naš tek, ki ga imamo v novembru. Tako da super, vzdušje, lepo vreme, lepa Koroška, meni znana, tako da, super. Pa ne, te je zamikalo zdaj še trejlet začeti teči, ali kako? Ne, me ni zamikalo. Sem potem izkoristila, sem tekla iz Črne skoraj do Šoštanja, tako da sem naredila en tak daljši 25-kilometrski tek, da nisem samo gledala včeraj, kako utrujeni obrazi letijo v cilj. Kje pa si šla po cesti iz Črne v Šoštanj? Iz Črne čez Sleme, kaj je tam 1100 metrov višinske, in potem sem se spustila v Šoštanj. Lepo. Rada bi še odtekla za 50 let kakšen polmaraton in maraton, tako da malo treniram. Ta boljši meseci za to še le prihajajo. Draga Aleksandra, zdaj, če dovoliš, jaz ponavadi naredim uvod, tako da predstavim tistega, ki je nasproti mene danes. Ti, draga Aleksandra, dragi gledalci, cene poslušalke, evo, to je 108. epizoda podcasta, z mano je odlična tekačica. Iz Šempetra pri Novi Gorici, Aleksandra Fortin, ki zadnjih 20 leti skoraj vedno skoči tudi na stopniško, če na tekaški tradiciji tudi nastopi. Je zmagovalka več maratonov, več ultramaratonov tudi, predvsem v Italiji, pa tekem na cesti, na stezi v krosu, tudi v Sloveniji, medalistka državnih prvenstev, udeleženka mednarodnih prvenstev in še bi lahko naštevali. Maraton, pa ste to, je odtekla v 2 urah in 48 minutah, kar uvršča med najhitrejše slovenske tekačice vseh časov. Po poklicu pravnica, je zadnje 2 leti direktorica Zavoda za šport Nova Gorica, z atletiko pa je aktivno povezana tudi kot članica upravnega odbora Atletske zveze. Menda teče vsak dan. A to drži še, Aleksandra? Mogoče ne lih vsak dan, ampak zdaj poleti pa sigurno, da ja. Tako da naredim kar ene med 50 in 70 kilometri na teden, tako. Zdaj, če sva že, se zjutraj pogovarjam, ampak vseeno, si danes že tekla? Danes še nisem tekla, ker sem včeraj naredila en daljši tek, tako da imam malo daljšo regeneracijo, tako da verjetno bom potem zvečer šla, oziroma po službi. Lepo. Ampak, povej mi, nekaj se je težko motivirati vsa ta leta, leto za letom, oziroma a iz leti kaj težje pač se spraviti ven na tek? Meni ne. Jaz, če imam določen cilj, ga ponavadi uresničim in imam svoje cilje v glavi naštimane, tako da ne. Če rečem, da grem. Super, mislim, saj tudi zaradi tega imam te pogovore, se sam motiviram, namreč jaz včasih pri svojih 45, zdaj že skoraj 46 čutim, da se kar ne morem regenerirati iz dneva v dan, Bog ne daj, da bi vsak dan tekel, pa tudi če je včasih želja, pa nekako ni prave moči. Kako ti skrbiš
recimo za regeneracijo ti uspeva tako delati kontinuirano? Ja, no, jaz sem imela tudi zdaj nekaj težav s kolenom 2018 oziroma 2019, potem sem preskočila maraton v Chicagu, kjer sem bila že prijavljena. Ja, starejši, ko smo, daljša je regeneracija, tako da jaz mislim, da se moramo poslušati sami sebe in je včasih manj je več, ne? Upoštevati ta pregovor, da je manj je več. In mislim pa, da zdaj že ne 20 let, ko tečem, sicer ne rekreativno, ali pa tudi ne, no. Vedno sem rekla, da sem rekreativka, treniram pa skoraj kot profesionalc, tako po reguli, ne. Ja, da imam že tisto bazo kilometrov, tako da tudi zdaj ni potrebno niti več toliko kilometrov delati kot pred leti mogoče. Tako. No, to pravilo, to mi všeč, ja, ta filozofija mi všeč, no, se nekako tudi sam hote ali ne hote, nekako tudi živim. Na način, nekaj mi še povej, draga Aleksandra, zakorakala si letos v novo življenjsko desetletje, vse to te ni nič vrgalo iz tira, ne? No, prav nič. Ne, prav nič. Mogoče ta okrogla obletnica je to, da pretečem še en polmaraton in maraton v doglednem zame času. Ne, pretečem ga v vsakem primeru, to ni nobena težava, ampak cilj je spet nek čas, ne. Nažalost, zmeri tečem na čas, to pa se ne morem otresti tega, da bi šla teč brez ure. Ne vem, ali je to slabo ali dobro, to ne vem, tako je. Moram imeti nek okvir. Mislim, v končni fazi, ja. Če ti to ustreza, zakaj pa ne, no, verjamem, da glede na to, kakšna je že tvoja tekaška kariera, pa da nimaš, rekel, vrednih poškodb, ali pa da jih uspeš vse uspešno sanirati, ne veš, niti ni to tako slabo. Daj boj kot atletinja, no, kot rekreativka in atletinja obenem, zdaj, jaz sam imam ful velik težav z nekim pogrevanjem, ohlajanjem, z raztezanjem, vajami za moč tudi, no, pa vem, da posebej z leti bi ti elementi bili skoraj nujni, ali pa bi prav prišli ravno za tisto, kar sem prej omenila, ne. Kako ti skrbiš za te postavke? Ja, res je, ja. Jaz bi vsem bodočim tekačem, sedanjim tekačem, rekreativcem priporočala, da se po vadbi raztegnejo, da pravilno jedo, prehranjevanje in da je dovolj spanja. Jaz vedno spim 8 ur. To je minimum. Skušam jesti pač pravilno, veliko zelenjave, pač mesa, skoraj nič sladkarij. Ne skoraj nič, mogoče sladoledno. Ja, tega se še vedno držim in mislim, da funkcionira, no. Sem pa pred leti to še bolj strogo, no. 10 let od tega, kar sem naredila osebni rekord, no, ki si ga prej omenil, in se kar držim tega, no. Vsem bi priporočila, no, da se pač po treningu, regeneracija je zelo pomembna, ja. Da pridemo spočiti na naslednji ali trening ali pa tek. V izogib poškodbam. Ja, nekateri se regenerirajo z mrzlimi kopelmi, drugi s čokoladnimi torticami, spet tretji s pivom, ja, vsak svoje, no, tvoj recept, ja, da ne uživaš veliko sladkarij. Očitno tudi deluje, no, glede na to, da si v vrhunski formi. Pa da tečeš, ste rekli 20 let, ampak pravzaprav si celo življenje neke vrste tekačica, se že v šoli si bila kar dobro v tem. Jaz bom rekla tako, da nikoli nisem bila članica kakšnega kluba, da bi trenirala že od majhnega. Mogoče tam malo po 20 sem začela, vedno sem bila aktivna. Nisem pa bila nikoli prav, da bi iz kluba prišla v neko tekmovalno pot. Ne vem, nekateri so rekli tudi, da sem talent, ne,
da sem pri No. 20 pač začela tako, se nekako sama najprej izobraževala v teku. Sem pa imela tudi par znanih trenerjev, ja. Roman Kejžar, Edvin Kosovel, potem takrat sem imela pač italijanskega trenerja, ko sem naredila te rekorde, ma to ne pomeni, da so bili ostali kaj slabši. Ja, jaz mislim, da je tudi prav, da nekdo, ki pač želi doseči pač kakšen rezultat, je, da se mogoče da se poveže s kom, ki ima izkušnje. Tako. No, ti si rekel, tvoja najboljša sezona 10 let nazaj, najboljše čase si dosegala tem konc 30, začet 40, v 40 si praktično res rekel zmagovala, je marsikakšne pokale in tako naprej. A ti bo kdaj žal morda, rekla si sama, da ti je rekel kdo že prej si, da si talent, da nisi prej morda bolj intenzivno začela, pa ta tvoj talent morda izpila v 20, pa dosegla, bom rekel, še kakšno stopničko više. Ja, seveda mi je žal, pač takrat je bilo tako, leta nazaj, jaz sem iz Volče Drage, pač doma nismo imeli niti, jaz sem imela prvi izpit pri hiši in pač zdaj jaz za nazaj se ne bom žalovala, kakorkoli, je pa mogoče za vse bodoče generacije, tudi starše, da se pač otrokom čim bolj omogoči, da se niti ne tekmovalno, rekreativno, kar želijo otroci, se potem se sam otrok vidi, kam se bo usmeril, tako da se da čim več možnosti otrokom, da se pač, da delajo potem tisto, kar je, saj ni samo tek, so tudi ostali športi. Mislim, ni mi žal, ne razmišljam tako, da bi zdaj se zjokala nad usodo, Vse rezultati ostanejo, ali so zdaj pri 40 ali so pri 20, tako da z veseljem pa zdaj pogledam, ta atletska tekmovanja, ko mladi dosegajo, osebne rekorde na svetovnih prvenstvih, tudi zdaj kot članica, izvršnega odbora Atletske zveze, tako da ja. Sem odgovorila, ni mi žal, No, ja, vse lepo povedano, to v bistvu jaz poznam cel kup, pa sem poznal tekačev, ki so v svojih 20 morda tudi hoteli daj preveč, pa jih zdaj ni več, tudi nerekreativno na sceni, po drugi strani pa nekdo, ki je prišel recimo v poznih 30 na tekaško sceno, pa je potem z mačkem drugo pametjo, z drugimi protokoli pa uspel ohraniti to tekaško dolgoživost, tako da ja, nikoli ne vemo, zakaj je dober, ampak kdaj si pa ti dejansko ugotovila, da si pa res dobra, da imaš nekaj, da boš zasledovala to mačkem bolj intenzivno, ne samo kot rekreativka? Jaz mislim, da sem že 2009, takrat mislim, da sem sodelovala z Edvinom Kosovel, verjetno ga vsi poznate kot očeta dveh vrhunskih gorskih tekačev, Mitje Kosovel in Mateje. Takrat sem bila tudi na Evropskem prvenstvu, v gorskem teku, mislim, da smo bili v Bolgariji. Ne vem, kdaj sem, je trajalo kar nekaj časa, ko sem pa pri 40 letih dosegla pač ta osebni rekord, je pa bilo, takrat si potem motiviran, in hočeš še več, motivacija, je bila pol tista ta prava, da se da, da ne pomislim, treningi, kakšni so bili. Saj sem rekla, jaz sem pač se imam za rekreativko, trenirala sem pa kot kakšni profesionalci, tudi 2-krat na dan. Ja, to je kar zahtevno. Če so že pri Edvinu Kosovelu, lansko leto sem ga spoznal, tam na njegovi domačiji, ker prideluje tudi super vino, pa mi dal za poskusiti, pa sva malo debatirala, pa malo razlagal tudi o svoji karieri, pa o hčerki in sinovi in tako naprej.
Kakšen trener pa je bil Edvin? No, je bil zahteven, nepopustljiv, je bil tiste stare šole ali je pač vpeljeval kakšne nove druge koncepte, ki jih drugi niso? Ja. Edvin je bil strog trener, točno smo mogli priti na trening in pri njemu sem se naučila, tako smo delili, ne vem, kilometrske distance in vedno je rekel, če boš šla prvega prehitro, boš mogla tudi zadnjega iti še bolj hitro. To pravilo je imel vedno on, ne? Ga nismo obogali, da smo šli prehitro, ja, potem si mogel iti pa tudi zadnji kilometer še bolj hitro. Tega se spomnim. Ja, strog, načelen, ampak jaz sem tudi taka, tako da meni to ustreza, ja. Ne, da so pravila. Sta še kaj v stikih, recimo, z njim, ti še kdaj kakšno stvar svetuje, ali si pač potem, ko si trenerje pač zamenjala, pač z njim opustila? Ja, mi smo itak tukaj Vaščani, ne, on sicer je veliko zdaj na Krasu, drugače je živim v Novi Gorici, oni tudi, tako da z Matejo celo tečemo še kaj skupaj. Ja, tudi pride na stadion, tako da ja, vse lepo in prav, ima odlično vino, ja, in seveda, on je predan temu, ne, se ne pozabiš tega in ne odnehaš tega, če si temu predan, tako da ja, kapo dol. Tako, ja, tudi sam je odličen tekač, ja, tudi iz tega on je veliko izhajal. Ti pa kot tekačica, no, kar sem gledal tvoje statistike, pa kar te tako poznam, izjemno vsestranska si bila zmeri, no, od krosov do 5000 metrov na stadionu, pa ne vem, bom rekel, potem na maratonu, ker si bila tudi izjemno hitra, pa gorski teki vmes, pa ni da ni, no. Kako to, da si morda nisi specializirala bolj, rekel, za določen segment tekaških tekmovanj, ampak da si bila praktično kar povsod? Ja, gorske teke sem prav zaradi Edvina. Vem pa tudi, da je prav Edvin rekel, ne, na stezi ti, rezultat na stezi ti pove, kje si, ne. Ker steza je drugače kot cesta, je psihološko težje shendlati rezultat, tako da verjetno zato sem se tudi poskusila, ja, na stezi, pač da imaš tudi neki uradne rezultate, tudi 2012 sem tudi tam na 3000, 5000 metrov dosegla, očitno je bilo tisto leto res super, ne. Mislim pa, da sem po naravi taka vztrajna, trmasta in verjetno potem ta polmaraton, maraton je, mislim, da mi leži, no. Da nisem nek šprinter, da sem bolj dolgo progaš. Težko se utrudim, no. Ja, prvo uradno zabeležko o tebi sem našel, tak, da si šla na maraton v Ljubljano, pa ga odtekla že, mislim, da že več kot 20 let nazaj. Takrat je bilo pa težko, ja. Čez 4 ure. Se to se vidi, ne, da nisem jaz pač pod nobenim vodstvom, sama sem nekaj tekla, ne, in recimo, zdaj, ko spremljam kakšne rezultate, ko rečejo, grem prvič na maraton, grejo krepko pod 4 ure. Jaz sem pač, mislim, da sem nekaj čez 4 ure tekla prvi maraton v Ljubljani pred 29 in če bi že takrat verjetno imela nek support, kakšnega trenera bi verjetno bila boljša. Ne glede na to, ja, takrat sem prvi maraton in tem naprej, no. Se pravi, 21 let nazaj, ja. Sem tekla prvi maraton. No, potem si rekla, si zagrabila ta tek pa atletko za roge in se lotila teh treningov zelo intenzivno, tudi 2 uri na dan. To si potem odtekla na teden, ne vem, po 100 in več kilometrov, leta in leta. Ja, tudi od 120 kilometrov do 160, kadar smo imeli kakšne priprave prav na maraton. Grozno, no, jaz ne vem niti, zdaj, če pomislim, no, zdaj sem bila 14 dni prosta, sem odtekla 100 kilometrov na teden, pa se mi je zdelo to že ogromno. Ne vem, od kje, kaj, ko razmišljam, dobro, zato moraš imeti čas, moraš imeti fokus, moraš imeti cilj in
vse pol gre. Vse se da, no. Moje sporočilo vsem rekreativnim tekačem, vsem je, vse se da, da rečem po domače, no, tako. Vse se da, če se če, res se strinjam, ampak zdaj moraš pa ti povedati najnim zvedavim poslušalkam in gledalcem jasno, ne? Okay, marsikdo pravi, pa nimam časa, ne, pa imam toliko obveznosti, tudi ti si imela službo, družino in si vse skupaj usklajevala. Ne? Kako je tebi uspevalo? Ne vem, da si šla zgodaj zjutraj laufat, pa potem služba, potem si bila organizirana. Kakšen nasvet iz tvoje izkušnje lahko da komu, ki bi se recimo teka lotil? Ne, še enkrat bom ponovila, vse se da, če si organiziran, se moraš zorganizirati delovnik. Jaz sicer sem po naravi organizirana, se pravi, jaz sama zase rečem, da ne naredim koraka brez veze, ne? Se pravi, da si od jutra do večera zorganiziram tako čas. Recimo 2016, ko smo šli skupaj v Berlin, ne? Jaz sem ostala ob 5 zjutraj, ob 6 uri sem bila na stadionu, sem naredila 4x po 5000 metrov avgusta pri 30 stopinjah in potem pa seveda služba, pač družina. Organizirati se moraš tistih 8 ur spanja, 8 ur službe, ostalih 8 ur, da je fokus na tistem, kar želiš doseči. In cilj si postaviti. Jaz mislim, da brez ciljev je težko. Se potem leta gor pa dol, pa se ne ve kaj. Moja narava je, da sem organizirana, po naravi, tako da mi to ni težava. Je v tvoji naravi tudi to, da si tekmovalna, pa da ti to žene še moče dodatno? Ja, jaz sem tekmovalna, pravim, da jaz brez ure ne morem iti teči, zdaj, ali je to slabo ali ne vem. Jaz sem tekmovalna, še vedno zdaj pri 50 stremim, da bi pač en rezultat, primerno zdaj seveda letom, naredila na 21 km pa na 42, tako da tekmovalnost je tudi v moji naravi. To, sigurno. Aleksandra, katera je pa tvoja najljubša disciplina v teku, glede na to, da si res vse možno odtekla? Mislim, da je prav maraton. Bom rekla, da je kar maraton, vse ostalo je pač te boljši maratonke prihajajo, zdaj moje osebno mnenje, mislim pa, da tudi mnenje kakšnih strokovnjakov, da prihajajo iz steze, iz teh krajših razdalj 5-10 tisoč, ker razvijajo čisto hitrost, ki jo potem samo nadgradiš na 21 km in na 42. Tako si mislim, da verjetno gre po tej poti. Nekje si dejala, da si se 2010-2011 zapičila v glavo, da si maraton pretekla po 3 urami in potem si to naredila. In potem si postavila nove cilje. Se pravi, zelo strukturirano, zamišljeno si šla v te projekte, potem si to vzdrževala, jasno. Sem gledal tam 2012, večkrat so že omenila, tvoja res najboljša sezona, vse osebne rekorde si tolkla, najprej polovičko, potem maraton. 2 uri 48 je 15. rezultat žensk v Sloveniji vseh časov. Tako sem že prav pogledati. In do 10-terice te je ločil, mislim, da je bila ravno Lucija Krkoč tam nekje, mislim, da ne več kot 2 minuti. In vem, da te je potem tisto sezono enkrat Venčeslav Japelj vprašal, Aleksandra, se morda že oziraš k olimpijskih igram v Riu? Pa si ti rekla, relax, malo počas, Džepel, kar malo počas, to je pa malo prehuda. Ampak vseeno, takrat si bila v zagonu. Ja, mislim, da tisto leto je bila norma, 2:45, če se jaz ne motim zaiti, in v bistvu sem bila blizu, Sicer so bile takrat v dobri formi tudi Mateja Kosovel in Lucija Krkoč. Mislim, da smo takrat tekli v Padovi. Jaz mislim, da sem šla malo po 3 ure takrat. Jaz sem po naravi sem pa tudi realna, dokaj realna, in sicer se ne spomnim, ampak če sem tako rekla Venčeslavu, zagotovo, drži to, da
countdown, niso bili, ne, tako. Ampak ja, dobro, 15 rezultati pa, ne, v naši Sloveniji je, ne, se pravim, rezultati vedno ostanejo, ne, dokler in rekordi, dokler jih pač nekdo ne, potem, no, preseže oziroma podere. Ampak imela si 2,45, dejansko si menila takrat še, da imaš še manevrski prostor in se do tja recimo lahko spustiš. No, saj tako bom rekla, v Frankfurtu sem bila jaz nekako pripravljena treninge in vse sem delala za 2,45, ja. To pa moram povedati, ne, vsaj tako pač tale trener Sicilije, tudi v Danem Čerti, zdaj sem gledala, da je spet povabljena v reprezentanco italijansko, Danem Čerti v maratonu, mi je tudi pač on te treninge pisal. Ja, in takrat sem bila pripravljena za 2,45, ampak pol maraton je pač tako, no. Je glava, je vse, se mora vse poklopiti. Meni se je poklopilo sicer za osebni rekord, za kaj več, pa ne. V Frankfurtu, če se spomnim, se tisto leto 2012 je bil sneg v Ljubljani, enako v Frankfurtu, ampak mi smo imeli tisti dan, na dan tekme, jasno 5 stopinj in odtekla sem, kakor sem upala najboljše. Deseta, absolutno sem bila od žensk. Prva, sicer nisem niti sama, iz tega so mi povedali, prva, ki sem imela v bistvu kot nevabljena tekačica, ja. Z višjo štartno številko, ja. Deseta, absolutno sem bila, ja. No, in to v Frankfurtu, ki je kar priznano, rekel, maraton, ki ima izjemne čase. No, omenila si že italijanskega trenerja, vem, da si bila tisti krat tudi istočasno članica tako slovenskega kot italijanskega kluba. Kako to so te oni povabili, oziroma je bil to kakšen poseben namen, da si lažje tekmovala v Italiji, da si imela večjo podporo trenersko in tako naprej? Ja, v Italiji, zdaj, da ne bo zvenelo, da se tako malo hvalim, v Italiji je res tako, ko imaš še en tak rezultat, že po 3 ure, ne, ženska, te kar vabijo po tekih, po klubih, ne. Jaz sem bila v Sportiamo, sem bila v Aldo Moro Paluzza potem. Ja, te kar vabijo, si, ne vem, si spoštovan si, ne vem, kako bi povedala. In ja, in pol sem pač tekmovala tudi za italijanski klub, ja, istočasno. Tako da, ja, ne vem, jaz bi rekla, da mogoče Italija je res malo drugačna od nas, no, v tem segmentu. Zdaj sicer ne vem več, kako je, tam te prav želijo imeti, no, ne. Ne zdaj, da bi kaj jaz tle slovenski, ne, tole tekaško sceno ima, in še zdaj se me spomnijo, ne, čeprav niti več ne tečem, se me spomnijo tle tukaj, tale Friuli, pa jaz sem šla tudi Emilia Romagna, vse posod. Ja, se kar spomnijo. Se pravim, rezultati ostanejo in te ne kar tako pozabijo. Zanimivo je, da ker sem jaz spremljal italijansko sceno, no, tam so res noro organizirani, nešteto je klubov, še več tekačev, vsi so zelo, rekel, tako ponosni na klub, ki mu pripada. Jaz se spomnim, sem enkrat v Firencah na maratonu, pa smo srečali skupince, ta je bila modro-rdeča, potem šla ena belo-zelena, vsi so imeli, rekel, popolne pričeske in bradice in hecam se malo, ampak hočem reči, urejeni, pripravljeni in zelo in oblečeni v klubske barve, ne. Mi smo prišli taki, kot smo prišli Slovenci, se mi zdelo tako zelo zanimivo, koliko oni dajo, bom rekel, tudi na to organiziranost, komu pripadajo, kako se pripravljajo na to in koliko je vseh teh, bom rekel, klubov, nešteto mnogo, bom rekel, že na enem manjšem dogodku. Ja, res je, ja, tam so zelo tako organizirani, zelo dajo na to, da, ne, da si v klubu, da nosiš tisti dres. Se pravim, že takrat sem jaz videla, da je pač prav nekaj drugega, ne, tam dol, bom jaz rekla, čez mejo, ne, ker sem tle blizu. In potem pač se moraš tudi ti, ne, tako obnašati, ne,
sicer tam jaz sem bila mogoče leta nazaj še vedno pač tujka, ne, takrat, ki nastopam za italijanski klub, ampak nič tako, vedno s spoštovanjem, ne, tudi vedno v prvi vrsti tam na štartu. Oni imajo dosti teh tekov, pa štafet, pa teh uličnih tekov, ne. Tega tukaj pri nas mogoče malo manjka v Sloveniji, ne. In to so vsi teki, ki se izvajajo poleti, so dobri za neke priprave teh vrhunskih tekačev, ne. Tega mogoče malo manjka, ja, tukaj pri nas. Tam pa je vsak teden, vsak petek, med tednom so te štafete. Tako da ja, dosti tega je. To je ta razlika, ki sem jo jaz opazila, ne. In sreč sem jaz tukaj pač blizu meje in sem dosti bila pri njih, no, tekmovala. Tudi da, ne, ker trening je trening, ne, to bojo vedeli povedati strokovnjaki, ne, trenerski, tekma je pa nekaj drugega, ne. Kadar si na tekmi, je drugače, ne, opraviš kot trening, tako da. Ja, no, če si ravno imela, bom rekel, ta brbotajočo sceno italijanskih cestnih tekov, ki še zmeraj živi, vsaka vas ima vsaj pol maratona, ne, če že nima maratona, ne, da o uličarkah ne govorimo, da o vseh ostalih krosih in tako naprej tudi ne, se mi zdi, da prideš v Italijo, bili so tudi v Trstu na maratonu, pa pridemo, pa še nič ni bilo, čez 1 uro so se usuli kar nekje, vsi tisti Italijani, kar naenkrat je vse stal, prišel je helikopter, pripeljali so 3 črnce, cela štala je bila, jaz sem rekel, pri nas v Sloveniji se to skoraj ne more zgoditi, pa 42 km ceste je bilo zaprte, da se je včas, kar tudi še nisem v življenju videl v Sloveniji nikjer. Zakaj meniš, ali je tam, bom rekel, lažje, manj papirologije, ali je lokalno okolje, tudi občine in tako naprej, bolj naklonjeno temu, da ta scena tako cveti. Pri nas se zdi včasih, bog ne daj, da bi rekel četrtek popoldne, bomo pa naredili, ne vem, v Kranju en tek, ja, ti podrazno, to ne bo šlo, nobenih dovoljenj ne dobiš in tako naprej, zdaj karikiram, jasno, ampak se mi zdi, da kje je razlika? Jaz sem večkrat spraševal tudi kakšnega organizatorja iz Italije, pa mi je dejal, mi gremo na občino, pa reče, ne vem, gospa, tam ni problema, kdaj pa imate, a rabite kaj ljudi, a rabite denar, a rabite, mislim, zelo zanimivo, no, ali ti poznaš, da je bolj to sceno tudi skozi klub, v katerem si sodelovala, pa vse te tekme, na katerih si bila, kje so te ključne razlike, oziroma kje se lahko Slovenci še učimo, pa kakšno stvar izboljšamo, da dejansko kakšno stvar približamo temu. Zdaj, jaz ne vem, zdaj tukaj jaz, ki sodelujem, ravno zdaj bomo imeli septembra ta pohod prijateljstva z grupo Martatore Goricija. Oni sicer pravijo, da je več birokracije pri njih, ne, birokracije, mogoče tudi višje takse. Jaz mislim, da je to njihova kultura, najprej, da živijo s tem. Zdaj, če razmišljam, v bistvu vsako društvo, vsak klub ima neko svojo tekmo, ki jo organizira, domačo tekmo. In če je, ne, ja, tako, mislim, da je to, ne, da imaš neko svojo prireditev, ki je pač na nekem koledarju, pač celoletno, Italija je, zdaj govorim tle za bližnjo okolico, ne, in vsak klub, vsako društvo ima neko tekmo, ki jo ima za svojo, organizira, jaz mislim, da si to vzamejo res za svojo prireditev, da jo organizirajo kakor se da boljše in najboljše in verjetno je ta razlika, ne, da mogoče tega tukaj še ni, ne, toliko razvito, ne vem, kje bi in tam pridejo, ne, tam pridejo in je udeležba na vsaki vaški tekmi, bi rekli, ne, ker te štafete, to je zvečer, ne. To je po 100 udeležencev za 3 kilometre, ne, recimo, ne. In ne vem, zakaj. Verjetno, da si vzamejo to za svoje in ta kultura, no. Verjetno je pa potem pomoč, teh lokalnih, pač lokalne skupnosti in pa še nekaj, poleti je vedno neka veselica potem, ne. Je tek in potem je šagra, rečejo temu, ne. To je tudi nek del
pri nas hočemo razvijati nek športni turizem, ne, mogoče bi bilo za razmišljati, ne, v tej smeri, ne. Se potem vsi imajo, ne, nekaj od tega, ne, tisti, ki tečemo, tisti, ki se pol, ne, zabavajo, pa se kaj proda, pa tako. Tako da je kar za povezati se skupaj, super si povedala, glede na to, da smo Slovenci kar tekaški narod, no, pa da nas ogromno tečejo, ne, pa nimam teh številk, kakšen procent Slovencev teče, pa kakšen procent Italijanov, ampak kljub vsemu, se mi zdi, da ali smo Slovenci večji individualisti, kljub temu, da imamo nekaj klubov, pa sredin, pa društvu, pa še vseeno. Mogoče, da smo bolj individualisti, mogoče, ne vem, lahko kaj fovšije, ne vem, premalo združevanja, premalo... Jaz zdaj pač tudi v tej poziciji, ko sem, se probam povezati tle s Staro Gorico, pa ne, ker vseeno imajo izkušnje, ni več meje, tako da zdaj ta pohod prijateljstva sem se povezala prav s tem društvom, ne, tu imajo po 400 udeležencev na pohodih, ne, na pohodih, 400 udeležencev, ki jih dobimo mi, ne, na tekmi še včasih, ne. Tako da se imamo še marsikaj, verjetno se lahko naučimo in tako da, ne vem, jaz mislim, da imamo še tudi v Sloveniji veliko izzivov lahko, no, da zrasemo v tej in atletika, rekreativna atletika, promocija zdravega življenja, načina življenja in na temu lahko pol gradimo na nekih na turizmu, na športnem turizmu, tako, no. Zdaj govorim malo že z vidika funkcije, ki jo opravljam, ne, tako v lokalni skupnosti. Tako. Se da marsikaj, no. Tako, mislim, da to dobre prakse, posebej, ko si zdaj direktorica Zavoda za šport v Novi Gorici, z vsemi temi izkušnjami in povezavami, lahko kakšne prakse, se nekaj je že, recimo, tudi tekaških pripeljanih v Slovenijo izza zahodne meje, pa morda še kakšno, no, pa da se morda na ta način oplemenitimo pa mogoče to recesijo, ki trenutno cestni tek, saj skozi vidik organizatorjev čuti, morda premagamo na nek srednji rok. Zvoli. Zdaj sem se spomnila, ne, v Italiji tle čez mejo je veliko teh krosov po zimi, ne. Zdaj mi tega imamo, ne vem, kaj je mekenski kros, potem državno prvenstvo in mislim, da to je to, ne, v Sloveniji. Tudi čez celo leto so, ne, nimamo zdaj nekih takih zim tle tudi, da je ena zvrst, ne, da bi se pač razvijali, trenirali se, rekreirali, tako da, in to so spet tekme, ki v Italiji nič od nič in veliko učinka, ne, na telo. Sigurno so to prakse, o kateri bomo razmišljali, vsi ostali na koncev, pa se ozirali dol proti Novi Gorici, proti tebi, kaj počneš tam, ampak rekla si cel kup, Padovo, Torino, Reggio Emilia, cel kup italijanskih maratonov. Imaš kakšnega, ki ti je posebej tam ljub, ga lahko posebej izpostaviš? Zdaj, če rečem tako, Padova, mislim, da 2012, preden sem naredila tale v Frankfurtu, sem šla tako teč, trenirala na polno in sem šla teč in sem tekla 2:50, tako iz treninga polnega, tisti mi je se gotovo ostal v spominu. Drugače pa 50 kilometrov, ki sem tekla v 50 kilometrov di Romagna, pač tam sem zmagala, tisto mi je tudi ostalo v lepem spominu. To je eden daljših tekov, no. Pa Pistoja, Betone. Vsi so bili na nek način posebni, no. Še posebej, če sem tekla dobro, ne. To je. Mogoče pa za 50-letnico greš lahko zmagati eno 50-kilometrsko dirko v Italijo, vidiš, to je ta ideja. Saj to me vabili, na Italije, sicer je v aprilu, pa nisem bila še letos tako, no, v formi.
Nekaj bom mogla narediti, ne? Da si dušo zapolnim, ne, za 50 let. Tako. Zdaj, če so že pri 50-krat, malo si se spogledovala z daljšimi razdaljami, ampak tudi nekoč si dejal, ste vprašali, kdaj bo šla pa na 100, vse kar ne, to ti pa jemlje preveč hitrosti, zaenkrat ne, no, ampak vendarle, morda imaš kakšne ambicije tudi v kakšnih daljših razdaljah? Jaz se takrat, ko sem šla na 50 km, ker to so potem v Italiji, tale Passatore, takrat so me jaz spraševali, nekako pol nisem šla nikoli, sicer sem pretekla že 106 km na v Novi Gorici, na tem dobrodelnem Goricatlonu, par let nazaj, prvič, ko so imeli, ali drugo leto, no. Tako da to sem že pretekla, nisem pa šla na nobeno, tako, ne vem, če se mi bo mogoče ta izziv uresničil, ne, saj ni, da je prav neka velika želja, ne, da ne bom, ampak če bom to še uresničila, no, to bi pa, ampak res, 100 km, da je pač uradno priznana tekma, ja, vse tega je kar nekaj. Mogoče, saj še vedno je čas. Ja, pa Passatore bi skoraj mogla iti, ja, to. Skoraj bi, no, ja, se strinjam. To bi skoraj mogla, to bom v kalendar zapisala. To moraš, no, pa ko šla ti, pa bom šel pa še jaz, ker to se mi je že dolgo cajta gledal, gor pa dol, pa tako naprej. Prej sem te vozal vražati pri treningih, ne sem zdaj spomnil, ja, pri vseh teh treningih, sigurno si imela en trening, ki ga posebej nisi marala, pa je bil res zahteven, no, daj mi ga zaupaj, prosim. Da se zdaj ne zlažem, ali pa kakšne hitre, tam 20x400 metrov, ko te tle te grabi v kakšni vročini, takih, ja, 20x400 metrov, to je trening za maraton, ne, ali pa tudi 3x5000 metrov, pa te vmes stisne, vemo kam, je kar, ja. Ok, v redu, lepo si povedala, strašno se zliši, no, ampak da malo tole oblaživa, kjer je pa tvoj najljubši trening, pa kjer si pa res uživala ali pa še zmeraj uživaš? Daljši teki, evo, zdaj včeraj, ne, ko sem tekla 25 km, 12 km hrib, potem 13 dol, v bistvu tako bom rekla, vsak tek, ki ga naredim in da sem potem zadovoljna, da je to. Mislim, ni lepšega občutka, no, da si zadovoljen po treningu, prijetno utrujen, ja. Daljši tek, ja, no, 30 km, 35 km. Tako da mogoče res tista 100 ni tako, ne, daleč. Ja, se 100 pravi, da ne rabiš bistveno več za maraton, samo večkrat glav preštelati, ja. Na to, da praviš, da tečeš vedno z uro, tudi beležiš vse kilometre, vodiš statistike, znaš povedati zdajle na izust, koliko kilometrov za sabo imaš v življenju? Ja, sem vodila, ja, pač kar itak ura pokaže, koliko se naredi. En cilj, ki sem si ga zadala, ampak ga nisem uresničila niti v najboljših letih, da pridem na 5000 km. Sem pa šla pod 5000, ampak ne 5000, ne. Zdaj tle pa, ko sem že prej povedala, da manj kilometrov delam, verjetno ne bom. Ja, ne vodim pa statistike, koliko maratonov so pretekla, ne vem, če me vprašaš, ne vem, res ne vem. En par sem jih tudi nisem zaključila, mislim, da 2. V Trstu sem enkrat po kolenih prišla v cilj, tudi to. In moj prijatelj Valter, hvala, še vsako leto mi pošlje mesec, veš, kaj je bilo pred toliko in toliko leti na ta dan? Ja, tako da bi rekla tle, da dajte se paziti, ne pretiravati, kadar je hudo. Je boljše odstopiti na takem teku, ker sem šla pol na infuzijo, ne, takrat. To ni pač, nisem ponosna na to, ne, ampak
res manj je več in ni sramota odstopiti na tekmi, ne, samo ne iti na škodo zdravja. Za meni se to ni nič naredilo, ne, nič nisem nobenih posledic imela, ampak so pa lahko posledice, tako da, ne, jaz, ko grem teč tle tudi v Panovec, pa vidim, mogoče nekateri hodijo, pa so malo močnejše postave, je spoštovanja, no, ne, vredno, ko vidiš, nekateri se res trudijo, ne, in ja, jaz rečem tako, mi včasih reče, ja, ti si dobra, si tako, ma ne, vsi, ki smo tam, ki se srečamo v Panovcu, smo dobri, ne, nismo na kavču, smo tam, smo zato, da nekaj naredimo zase in res, to bi rada sporočila, ne, vsem rekreativnim, nekje je treba začeti, jaz sem tudi začela, sem hodila, sem tekla, ne, sem jokala od napora, ne, ampak, ne, in vse v glavi, ne, če si želimo, pol to dosežemo, tako. Ja, kot si prej rekla, ja, tekači smo včasih malo preveč trmasti, ravno ta trma, ki nas pripelje skozi maraton, nas kdaj pripelje malo predaleč, no, ampak ja, ne, morda včasih pametno tudi poslušati sam sebe pa reči, pa znati preceniti, kdaj pa ni pametno vztrajati za vsako ceno. Imela si Valterja, pa ta SMS, ki ti ga pošlje vsako leto, no zdaj sigurno ti bo letos postal SMS, da je 10 let od tvojega osebnega rekorda v Frankfurtu in da je zadnji čas, da greš spet v Frankfurt. Kako da si izbrala takrat Frankfurt, oziroma kako si pač izbirala vse te maratone izven Italije tudi, no, na katerih si prisostvovala? Ma ne vem, mislim, da so nekateri pač maratoni, pač proga, ne, da je pač hitra. Bila sem tudi v Rotterdamu, no, 2013, tam sem tudi še to pretekla 2051, maraton, ja, Berlin, ne, seveda, v Berlinu sem bila 2-krat, to so pač proge, ki jih verjetno ne samo jaz, ampak tudi tisti profesionalni tekači izbirajo po hitrosti, ne, da je ta proga hitra in da pač probaš, greš s ciljem narediti to boljši rezultat, no. Ja, tako da te večje, no. V New Yorku sem bila, no, 2018, zadnji moj maraton v New Yorku, tako da ja, dobro, sem tudi tam odtekla dobro na vse, 3:07, tako da ja. Mislim, da so tile znani maratoni že tako znani, da se ve, kateri so, no, in da se pač tam poskuša narediti en rezultat. Jaz sem zbrala Frankfurt takrat, ne vem zakaj, ne vem, verjetno lahko, da sem mi tudi pač trener priporočil, ne, tako da. Ja, Frankfurt je za Berlinom drugi najhitrejši nemški maraton, tisti čas je imel, mislim, da samo 4 sekunde slabši rezultat od svetovnega rekorda, se spomnim, pa menda je cilj bil ali pa še v eni hali dolgi, kjer so konfete metali na tekače. Kakšen je bil občutek na tam not prlaufati? Ja, jaz lahko povem, ja, iz osebnih izkušenj, na 30. kilometru sem že vedela, da sem, ne, da gremo 4 minute na kilometer, da bom imela osebni, potem je še tiste obinek in potem greš v tisto halo in tam te pričakajo, ja. Ne vem, teater, ne, amfiteater, tako da ja, super, vzdušje, rezultat in vse bolečine so pozabljene, super, ja. So posebni maratoni, ja. Ta je res poseben, ja, tako da. Ok, omenila si tudi Berlin, New York, Chicago si bila prijavljena. Ja, pol nisem šla, ja. Imaš željo potem tudi zbrati teh 6 majorsov, dokler jih je še 6? Ja, zaenkrat sem imela željo, ja, no, se Chicago je bil pol naslednji, ne. Imam željo, če se ne bo uresničila, pa tudi v redu, se ni, da zdaj navratno nos, ne. Ja.
No, mi da sem se spoznala takrat 2016, ko smo že skupaj v Berlin in potem se te na tistem busu spraševal, kot vsem sem težil, da je povejo, koliko bodo pa laufali, pa ti si bila kar malo zadržana, pa po poškodbi, pa tako naprej. No, potem v cilju po zadržanosti ni bilo več nobene potrebe, ker si vrhunsko to tekla. Mislim, da je bil samo en moški iz naše skupine pred tabo, 2,57. Kaj se je dogajalo pred tistim Berlinom, da nisi bila tako optimistična pred dirko? Imela sem nekaj težavo na peti. Vemo, da Berlin se tudi trenira, julij, avgust, takrat so pač september, 3 mesece. Dobro se spomnim, da je bila taka vročina. Ja, težave sem imela nekaj me bolelo na peti, še tisti dan, ko smo tam šli. In ne vem, zakaj. Očitno sem vseeno dobro, ali pa nisem bila niti obremenjena, mogoče zaradi tega, ne vem, sej človek ne ve. Včasih si tako zelo neobremenjen in greš boljše, ko si zamišljaš, včasih se potem lih obratno. Ja, in takrat, 2,57, neverjetno, Ampak kako si štartala, kakšna rotacij pa takrat štartala? Če vsem si šla ven hitro, kot bo šlo, ali se je potem odprlo? Verjetno se je odprlo. Sej pravim, da se skoraj niti ne spomnim. Ja, treninge sem se gotovo imela za po 3 ure, pač napisane. Se spomnim tukaj na tem našem atletskem stadionu ob 6. Vročina je bila takrat, se spomnim, tudi to približno tako kot letos. Ta vročina z bivšim nogometašem Alešem Kokotom sva delala te treninge. On me je vlekel, pomagal trenirati. Sem bila pa avgusta, kar nekaj treningov sem spustila in potem nisem niti razmišljala, da bi nekaj šla, tako na. In verjetno sem to projecirala, na avtobusu, ko smo se vozili, da sem bila zadržana, In pol se je pač izšlo. Jaz mislim, da prav zaradi te neobremenjenosti, kar bo, ne vem, se ne znam razložiti. Taktika se je obnesla. Taktika se je obnesla, ja. No, čez 2 leti potem, jaz sem brskal po Facebooku, pa te vidim na newyorškem maratonu, sem rekel, Aleksandra je zastavila na polno. Tudi takrat si šla odlično, si rekla 3:07. Jaz vem, da sem imela na 40 km in tako že sem se prav ustavila, bi bilo še boljše. Takrat sem šla z Matjažem, vrhuncem sva šla skupaj, ker jaz sem tako, jaz imam rada, da z nekom grem, da me ne skrbi, kje, kaj, koga, da jaz samo razmišljam, kako bom tekla. In takrat on je bil pač prijavljen in se nekaj let, če greva skupaj, in sva šla skupaj. Tako da, tam pa je res ob 3 vstati, iti vsa tista, si utrujen že preden štartaš, In smo štartali, vzdušje je fantastično in jaz sem kar tekla. In pretekla nekaj tudi na 3 ure. In isto, enako je bilo, mogoče 2-3 mesece prej, sploh nisem bila v formi, potem smo bili v Celju, mislim, da je bilo tole balkansko, sem odtekla dobro polmaraton in tako je, kadar odtečeš nekaj dobrega, ti da motivacijo, si bolj samozavesten in verjetno je tudi to. Se pravim, da vse ni toliko v nogah, kot je v glavi, pri maratonu. Tako. No, zdaj nekateri pravijo, da je berlinski maraton, se je najhitrejši kajpak, ima tudi izvrstno vzdušje, jaz sem gor že nekajkrat. Nisem bil še v New Yorku, ampak pravijo, da pa v New Yorku je pa to vzdušje še za kakšno štenco više, kljub temu, da maraton pa je nekoliko bolj zahteven. Ja, je vzdušje, so gledalci, je organizacija, jaz se ne znam predstavljati, kako to živi, živi mesto. Tudi Berlin je, tam si, tako je, si to pač, si videl sam, tako da, organizacija na nivoju. Bi pa še en maraton, v Valenciji izpostavljam, ta pa decembra sem tudi bila, tam pa zadnje kilometre greš v špuri gledalcev, Ko sem me prej vprašal, Valencija je eden izmed lepših,
in tisti cilj tam v modrem. Na tisti modri preprogi med tisto vodo, Ja. ne, ti se lušte, pa rahlo se spuščaš tam Tako, noter. ja. Tam tisto, tudi nekaj mislim, da sem šla nekaj nad 3 urami, če se ne motim. Toliko poudarjam, da mi je pomemben čas, ne, pa se pa niti točno ne spomnim, ne, razen zanimivo, ne. Ne. Valencija, Berlin, New York in kar nekaj tam maratonov v Italiji, ja. Super. Ne spomniš se torej, koliko imaš maratonov, mogoče se spomniš, koliko imaš nasploh zmag na tekaških prireditvah? Se niti ne spomnim. Res, ne vem, zanimivo, ne, ker imam tudi prijatelje, ki si beležijo vsako zmago, vsak maraton. Ne vem zakaj. Zgleda, kot da mi ni tako pomembno, pa mi je, ne vem. Toliko je bilo tega, da mogoče ne vem zakaj. Doživljam vsako posebej, no, tako da pol ne rečem pa, da je bilo tega toliko, da se ne spomnim, to ne bom rekla, ne bom tako. Kar nekaj, ja, tudi večinoma tam po Italiji sem kar zmagovala, ja. Ja. Našel sem eno spletno stran statistike cestnih tekov tekačev in tam si ti noter piše, da imaš 21 zmag, da si na cestnih tekih zaslužila $7,000 in nekaj dolarjev, vse piše, ne? Sem rekel, zelo dobro. Ja, to se spomnim. V Trstu, ne, eno leto, ne vem, kako sem prišla do drugega mesta in so bile grozne nagrade tam. Saj niti več ne vem, sem zaslužila, ja. Res sem zaslužila. Zdaj tam po Italiji so bili kar, kako se reče, Montepremi in tako, ne. Tam ti dajo tudi, te povabijo na tek, ti dajo, kako se reče, ingaggio, se pravi neko, ne, da sploh prideš, ne. Štartnino v bistvu, ja, tako ti plačajo nekaj, ja. Tako. Štartnino, ja, prav plačajo, ja. Recimo tale za 1. maj je dol en uličarka, ki povabijo 20 žensk, 20 moških in vsi dobijo, ne. Okay. Bila sem tudi na silvestrskem teku. Sem prišla zadnja na 5 kilometrov, sem prišla, ne, sem bila med vami. Tako, zdaj, če pomislim, se kar odpirajo, ja. Sem bila dosti posod, sem zmagala, sem kar nekaj dobila, kar pošteto, ja, tako, no. Če nisem preveč, da se ne hvalim. Ne, se govorijo pač čisto o tem, da morda v Sloveniji manjka, ampak kdo je že rekel, kakšen ima boljših tekačev, kakšna dirka ali pa več dirk, ker bi se dal zaslužiti kakšen evro, zaradi tega bi morda več tekačev malo boljših prišlo, pa bi bila ta konkurenca tista, ki bi gnala pač vse ostale, se bolj potrudijo, pa več trenirajo in tako naprej. Verjetno res, ja. Mogoče res manjka tega, ja. Samo pač, ne, tisti, ki organizira, pač tisti ima svoj budžet, ne. Mogoče nekateri pa prav želijo, da imajo bolj masovno, ne, da ne toliko. Jaz kot Aleksandra Fortin organizirala en tek, bi zagotovo imela nagradni sklad, bi si želela imeti boljše, ne, v Sloveniji, ne. Tako, zdaj, če razmišljam, ne, da bi sama. Bi si pa želela imeti tudi maso, se pravi, zdaj ljudi, ne, se pravi, združiti to dvoje je pa verjetno neka formula, ki jo mora tisti, ki organizira, ne, naštudirati, da je pa vse odvisno, ja, se pravi, pa jaz bi raje to na stran, mislim, da je bolj pomembno, da je masa, da se ljudje spoznajo tek, rekreacijo in da ni samo vsa tekma, da so potem, ne, ker to vse potem povezano. Zdravje, ne, zdravje, rekreacija.
mislim, da je večina slovenskih tekaških prireditev štarta na to, naslednje, kar si dejala, ja, ker tudi denarja ni, pač okolje, kakršno okolje je, naj si bo sponzorsko, naj si bom rekel, z javnega denarja, pač ni tako, da bi napolnili malo organizatorjev, ki bi lahko, bom rekel, bogate premije in nagrade dajali tekačem. Recimo na Blanski maraton je edina taka izjema, da ima več denarja v to, pa se včasih, sem to še sliši kritike, zakaj pa dajete Kenijcem to denarja, raje znižajte četrtine, no, pa smo spet tam. Ja. Jaz mislim, da vseeno Ljubljanski maraton more, ne, zdaj sicer Vojko, mislim, da je se upokojil, ne, zdaj je Barbara Železnik, ne, če sem, jaz sem se tudi udeležila teh priprav. Jaz mislim, da je to Ljubljanski maraton mora živeti naprej, ne, je maraton Slovenije, v Sloveniji, ne, glavnega mesta. In mene so kontaktirali, da smo tle izvedli te priprave, tako da jaz sem takoj pristopila, ker mislim, da se moramo in drugega podpirati, ne. To sem hotela povedati, da jaz nikoli nisem pa gledala na to, ne, koliko so mi dali, kakšne so bile nagrade. In tle pa moram reči, da mene bolj zanimal čas, ki sem ga dosegla, ja, ne, na tekmi. Me bolj to, ne, da sem jaz dobro odtekla, ne koliko sem dobila in kaj sej, ne, to pa res, ja, to pa moram reči. Tako da mene, pa me ni nobeden privlekel, no, da mi je plačal nekaj ali pa, ne. Je pa res, ne, tiste, ki so bolj profesionalno, je pa kar strošek, ja, sej, če greš, ne, nekaj tekmovati, je štartnina, ne, je spanje in tako da, mogoče so bili drugi cajti, no. Jaz nikoli nisem gledala to, da kaj dobim ali pa da mi kaj dajo, nikoli nisem klicala, da bi kaj, ne, tako da so me vedno povabili, ja, tako. No, na način, zdaj tekaška scena, posebej cestna scena je malo v krizi trenutno, no, v Sloveniji korona je dala še en žebelček zraven, mogoče v tisto krsto, ne, oziroma, bom rekel drugače, ne, če se je začel upad udeležbe tekaških prireditev že par let pred korono, je korona mogoče vse skupaj še pospešila. Kako pa ti, no, na eni strani si direktorica Zavoda za šport v Gorici, potem si izvršnem odboru Atletske zveze, sigurno se te ta problematika tudi dotika oziroma spremljaš, kako ti gledaš na to, mislim, vzroke oziroma predvsem, kaj bo pa potrebno narediti. Traili po drugi strani so vroča roba, vsi bi laufali v gmajni, pa po brezpotih, po hribih, medtem ko na cesti je pa tekačev pol manj, kot jih je bilo pred korono. Ja, res je, jaz ne vem, zdaj, če sem mislila, da se prav na to naše okolje, v času korone, mi imamo en lep Gozd Panovec. Jaz sem tam v času korone videla ljudi, ki jih nisem videla v življenju, ne. Poln Panovec ljudi, ne. Mogoče je res to, mi smo potem tudi kot javni zavod za šport prenovili trim stezo tam, tako da smo, jaz sem videla, da je narava tista, ki nas rešuje, ne, v bistvu, ne, v tej koroni in šport in tako da to sem videla. Ne vem, ali je zdaj ti traili, da so ratali tako popularni prav zaradi korone, to ne vem, jaz sama nisem trail tekač, pa čeprav javni zavod organizira, tako da se tle moram še marsikaj naučiti, ne, uživeti se v to trail sceno. Ne vem pa, zakaj ni, mi pa povejo, ja, da je upad na vseh tekmah, pač tudi na stezi je malo. Ja, je upad, je porast trailov, zdaj ne vem, zakaj in ne znam dati odgovora. Mislim pa, da je tudi mogoče ta korona, da so to videli. Ne? Se na Atletski zvezi morda tudi kaj o tem pogovarjate občasno, kaj se dogaja s to sceno, konec koncev sicer vem, da je atletika, potem stadionska tam še vendarle primarna oziroma se z njo treba ukvarjati v sklopu krovne organizacije, ampak vendarle tudi cestna rekreacija in tako naprej je tista, ki morda kdaj pride na meni oziroma na dnevni red. Zdaj se pripravlja strategija, ne,
atletske zveze, jaz sem prav pač za tole rekreativno atletiko zadolžena. Tako da ja, jaz mislim, da bi mogli imeti več teh rekreativnih tekov, ja, več v Sloveniji, ne, sej nekaj jih je, mislim, da moramo delati na tem, no, da tako, no, ko pri sosedih, ne, vsaka vas bi lahko imela že en tak tekaški praznik, no. Tako da, sej jaz mislim, da je tudi, da tako, tam, ko je nek upad, je potrebno malo več delati, ne, tako da je za vsakega nekaj, ne. Je pa tako, jaz mislim, da pridejo cestni tekači, pa neko se malo ustavi, pa spet pridejo. Jaz mogoče pogrešam več teh dobrih tekačev, ne, ki vemo, sej na teh državnih prvenstvih, na stezi. Zdaj to osebno mnenje pogrešam, no, da ne pridejo na tekme, ne. To bi mogoče Je pa slovenska atletika, ne, vidimo, da so rezultati in pač jaz kot članica Atletske zveze sem pač res ponosna, no, na to mladino, na te rezultate, tako da res smo v svetu, se dela dobro, se prova dela dobro, tako da. Potem si svetovno atletsko prvenstvo v Eugenu spremljala iz prve roke, tako Slovence, kot tudi tekaške discipline. Ja, spremljam, tako da, mislim, meni užitek, no, to gledati, spremljati in mogoče bomo imeli v Novi Gorici tudi, ne, enega izmed teh mitingov, ne, ki so bili pred leti, to je mogoče cilj, pa drugo leto sem zdaj že v navezi, da bi imeli tale naš tek, ko pač ta tek treh vrhov državno prvenstvo za veterane se pač menim, tako da lani sem pač na pobudo mojo, no, je bilo veteransko prvenstvo v atletiki, prvič v Novi Gorici, tako da ja, probam izkoristiti, no, da bi, ker glej, Nova Gorica je bila le mesto atletov, ne. Prav, to drži. No, bi rada, da bi spet bilo tako, no. Očitno nekaj se premika, ja, evo, zdaj si marsikaj povedala, kaj ste že naredili, kaj si ti naredila, kaj še boš, no, to bo zanimanjem bojo spremljali tudi atleti, vse skupaj delajo evropsko prvenstvo v atletiki, naslednji teden to boš tudi najbrž spremljala, že tako, iz zanimanja, imaš kakšne favorite, mogoče nam rekel samo slovenske, ampak tudi globalno, posebej mogoče med tekači, ki jih mogoče bolj pozorno spremljaš. Ja, sledim Maruši Mišmaš, poznam pač tudi njenega trenerja, ki je bil pač tudi tle v Novi Gorici en čas, ne, tako da, ja, mogoče zdaj videli smo Anito Horvat, pa ta Guček, ne, ko je vse, pač ne bi rada se tako, no, Marušo Mišmaš mi je tako, taka punca, fajn, drugače pa vse, ne, vse spremljam, mi ni ene discipline, da prav ne, da ne bi je pogledala, no, tako. Tudi iz tega pač, da se sama sebe izobražujem, ne, pa ne samo atletika, tudi drugi športi, zdaj govorim iz funkcije, ne, tako da ne smem pozabiti na noben šport tukaj, ne, v javnem zavodu, tako da, tako. Ja, lepo si to povedala, ja, zelo diplomatsko, pravilno je tako, se vendarle si direktorica vseh športov, rekel v Gorici, no, ampak prej še eno v Gorici, še nekaj me zanima, no, ko so govorili o prvenstvih, ti si veliko nastopala v tujini, bila visoko uvrščena na maraton in tako naprej, se s temi najboljšimi tekačicami, družila, si spoznala kakšnega od, rekel, vidnih imen, rekel, evropskega svetovnega maratona, imaš mogoče celo kakšnega vzornika, ki si ga zmeraj želela spoznati, pa ti je to skozi maraton uspelo? Ja, prav ta Ana Inčerti, ki v bistvu še vedno je ta moj bivši trener, je še vedno njen trener,
in ona je bila maratonka, mislim, da je bila po diskvalifikaciji takrat 2010, potem je tudi bila srebrna na Evropskem prvenstvu v maratonu, pač ima nek naslov, no. Tako da, ja, ona, mamica 2 otrok, 42 let in zdaj so jo spet poklicali v reprezentanco za Evropsko prvenstvo, tako da kapo dol, res ona, recimo, da je ona taka vzornica bila, ja, tam v sosednji Italiji, tle v Udinah živijo, ne, tako da z možem. Tako da ona, ja. No, ona, tako bom rekla. Zdaj mi prva pride na pamet, tako da ja, bom ostala kar pri njej. Ko si bila v Ameriki, takrat so tekla v New Yorku, vem, da je takrat nastopala na Ameriki ta Shelaine Flanagan, no mal si, ko gledamo fotke, mal si podobna, dolge blond lase imaš, podoben gait imaš, domno sta velike, a ti kdo rekel, da si slovenska Shelaine Flanagan, evo, lahko bi bila, recimo, mogoče si spoznala njo na maratonu v New Yorku? Ne, nisem, pač tam je kar, ne. Sem se pa slikala z organizatorjem, zdaj imam sliko tam v cilju, menda, ta organizator, tale siv gospod, ne vem imena, počaka vsakega tam do konca. In tudi jaz sem se z njim poslikala, tako da, ja, tako nekaj, vsaka čast vsem, jih imamo tudi v Sloveniji, ki do zadnjega tekmovalca počakajo, ne, na teh večjih maratonih, ne, tako da se človek tam res počuti, ne, da nisi samo ena številka tam, ne. Ja. Si res dobrodošel, ja, tako. In da cenijo vsakega posebej. Ja. No, izhajaš iz tega goriškega tekaškega bazena, tam ste imate še vedno vrstne tekačice, ne vem, sestro in brata Kosovel se omenja, Lucijo Krkoč tudi, zdaj sta brat in sestra Tratnik, sta izvrstna, ne vem, v trailih, v gorskih tekih. Pri vas je težko biti glavni na vasi, če so iz sosednjih vasi sami, rekel, nacionalni šampioni in podobno. Je to mogoče tudi en dodaten motiv, da ste bili še boljši vsi po vrsti? Ja, jaz sem bila tudi v tem klubu Šodenanos, prvi klub v bistvu, ki je registriran v Atletski zvezi takrat tudi zaradi tekmovanj. In tam, ja, klub dela dobro. Vse te, ki si jih naštel, so še zdaj aktualni. Lucija spet zmaguje, ne, na Porezen zdaj. Pa tudi že, ne, mamica, brata Tratnik, Petra, ja, in Marko. Okej, so gorski tekači, ampak so dobri tudi na cesti, ne. Tako da ni, ja, zanemarljivo, da, ja, in je motiv, ne, biti dober med dobrimi, ne. Prav. Kar, ja. Imamo konkurenco, ja, že tle. Dobrodošla konkurenco. Jaz ne, se malo pozabim, da imam jaz že 50 let, ne, tako da to so zdaj mlajši, ne, ampak jaz včasih pozabim, ja, ne, pa se še zmeraj hočem primerjati, ne. Naj jih bo še malo strah. Naj jih bo še malo strah, da se bo Aleksandra Fortin res pripravila za eno sezono, pa da jim bo dihala za vratnik. Okrog teh trailov se vrtiva, nujno mora pol več od teh 3 vrhov, Go for Trail, mislim, da je tudi uradno ime te dirke povedati, no, vem, da moj prijatelj tekaški Renato Lešnik ogromno tam to trasira, sodeluje, promovira in tako naprej. Tudi Zavod za šport je zdaj vključen v organizacijo. Daj mi malo več povej, no, o tej dirki, kdaj je, zakaj je, kako izgleda in tako naprej. Ja, ta tek je letos 12. novembra. Organizator je Javni zavod za šport, ja, se pravi, potem pač sodelujemo z takimi, ki pač jaz sama osebno ne znam vsega, se pravi, potem sodelujemo, lani je bil z nami tudi Renato Lešnik s svojo ekipo, ja, da pač tresirajo te proge, pa krčevalnice. To je malo drugače, ne, kot cestni tek, jaz bolj poznam to in pač tisto, kar ne poznaš, vprašaš tiste, ki to vejo, ne. Sama zdaj obiskujem pač tudi te podobne, boljše prireditve od naše, bom jaz rekla.
boljše organizacijsko, ne. Tako da, in ja, trenutno je prijavljenih že 100 tekačev, tako da jaz mislim, da bo ta tek še vedno bil, mislim, da zdaj je že 6. izvedba. Jaz vse lepo vabim, da se vpišejo, da se prijavijo, čez 3 vrhove, Škaberjel, Sabotin, Sveta Gora. 10-kilometrska razdalja je za tiste manj pripravljene, ki lahko tudi prehodijo, vsakega bomo počakali. Tako da, ja, prireditev, ki je v bistvu že tradicionalna in za to lokalno okolje Novo Gorico kar pomembna. Je letos tudi na sporedu najdaljša razdalja, mislim, da je bilo lansko leto nekaj čez 60 kilometrov. Ja, lani je bila predvidena, potem je pač bilo premalo število prijav, smo jo pač ukinili, letos imamo pa zdaj samo 10 in 28 kilometrov, tako da v bližnji prihodnosti bomo pač videli. Se pravi, ni skrivnost, da se pač jaz tle osebno angažiram v to, da spoznam ta trail, nič ne bomo lepševali, da to ni lih moja disciplina in se pravi, se moram malo več potruditi, da to spoznam, da zvem, kaj želijo ti trail tekači, ne. Tako da je kar precej delamo, mislim, da če človek želi, ne, in dela to s srcem, da potem bojo tudi neki rezultati in da bo prireditev rasla iz leta v leto. Koliko višincev narediš na 28-kilometrski? 1700. To je kar. Nisem še pretekla te proge, jo bom šla, ker jaz vedno trdim, da tisto, kar delaš, moraš doživeti, moraš vedeti, ne. Tako da jo bom zagotovo enkrat do štarta jo bom šla celo in tako da vem, zakaj se gre in kje se kaj sploh to je, ne, ker proge še nisem šla cele skozi, no, tako da. Da veš, kako se bodo matrali tekači, ki jih boš pošiljal. Tako, ja, mislim, da nobena prireditev ni uspešna, če je ne res vzameš, ne, vseh pogledih za svojo. Sem jo, ampak ta del še nisem, ne. Moram iti še po tej progi, ne. Po 10-kilometrski sem že šla. Kje pa sicer, draga Aleksandra, ne raje tečeš na Stravi, sem šel pogledati, te videti tam Gorica, Solkan in tako naprej. Kam še zaideš, no, kjer so tvoje priljubljene potke? V bistvu smo reči mir, da niti ne, tako da, ja, dosti tam po Soški, po kolesarski, to je tudi en del potem te proge, tek 3 vrhov, po asfaltu, pa čez mejo, ma se niti ni meje, sej. Tisti, ki ne ve, niti ne ve, da je. Ja, Gozd Panovec, zdaj za daljše teke, sem šla tudi že do Trsta. Tle v bližini, ja, tako. Imamo pa vse, ne, imamo hribe za delati distance v hrib, imamo gozd, da greš malo gor pa dol. Tle Nova Gorica je res idealna za priprave tekačev. Tako da tudi to je bilo v preteklosti mogoče bolj, ne, kar so meni govorili, da so hodili tekači na priprave. Tako da mogoče to je tudi ena niša, ne, za naprej. Tako da ja, tle v bistvu okolica Nove Gorice, ja. Sem tekla tudi že na Cirje, tam, kjer je gorelo, tako da od tle imam jaz 17 kilometrov. Tako da se ne upam niti iti pogledati, kaj je zdaj tam, ker me v tem obdobju ni bilo požara, ne. Ja. Če so že pri požaru, kako pa ste lokalci spremljali ta požar, ki je s Krasa prišel čez hrib, no, in je, vem, da tudi vašo dolino kar napolnil s tistim dimom, tako da pravzaprav še teč takrat ni bilo neužitek, niti ne možno. Se pravi, jaz sicer sem bila proč, ampak sem bila online, tako da sem to spremljala. Tam Trstelj, tam je čez hrib in so že tiste vasi, ker sem v bistvu tudi jaz doma, ne.
Sorenče, potem je Volče Draga, tako da sem pač tam imel še starše. Ja, težko, ne. Kot zavod smo ponudili 2 kluboma nogometnima, da so pač prišli v Gorico trenirati ene parkrat, tako da, ko vseeno, ne, sej, ja, požar je, jaz tudi razumem, da pač društva, ki so v nekih ligah, da pač morajo delati naprej, tako da smo to ponudili smo pač neko varstvo tudi, smo se kar vklopili, no, tako da smo nekako bili pripravljeni pomagati tistemu, ki je pač, je pa težko, ja, ozračje je bilo grozno, nisem ga sicer prav osebno doživela, ja, prav apokalipse, ne, tako so pač rekli, je bilo kar hudo, ja, tako da, ne morem komentirati iz prve roke, ker nisem bila tu, ne, menda pa bilo grozno, jaz ne vem, da ne moreš dihati zraka, ne, zrak in voda, ne, zdaj vidimo, kaj je pomembno v življenju, ne. Zrak in voda, je res to. In tega skoraj ni bilo, ne, v tem obdobju. Tako, če se zamislimo, ne. Kako hitro nam je lahko odvzeto tisto, ki je samoumevno praktično vsak dan. Ja. Tako je, to. Poleg tega, da imamo ta privilegij, da še lahko tečemo. Ja. In vse povezano s tem, ne. Tako da, ja. Aleksandra, zdaj imaš, vem, že odraslo hčerko, tudi ona kaj teče, ali je kdaj tekla, ali je kaj Nika? Ja, Nika je zdaj končuje fakulteto za šport, oziroma ima še magistrsko, ne lih teče, je pa v tem društvu Twist, ki so bile 2017 tudi tretje mesto na svetovnem prvenstvu v tem cheerleadingu, tako da je v športu, sem ponosna, ja, na njo. Tako da zdaj pa to znanje predaja mlajšim, v tem trenutku je ravno na kampu, ne, vsa ta društva imajo te poletne kampe, tako da, ja, teče pa ne prav rada, in pa ni. Ne. Še. Mislim, da tudi ne bo, kako jaz poznam, je bolj ne, mislim, da bo tudi ta še ne bo. Je pa v športu, ja, tako da. Ja. Aleksandra, zdaj to se pogovarjala s Korurovo, in je bil tole, zelo hitro gre, ne, če je tema zanimiva, no, pa počasi zaključila, ampak eno stvar sem se spomnil, da sem prebral na tvojem intervjuju, pa govoril sem že z več pravniki, pa sem vsakmu rekel, kaj je težje pripravljati se, ne vem, za 100-kilometrsko preizkušnjo ali narediti pravosodni izpit, pa so vsi rekli, da bi šli raje na Šparto 2-krat, pa še enkrat delati pravosodni izpit. Je te pratalo, enkrat si rekla, to bom kasneje delala narediti pravosodni izpit, ali si to pač opustila? Ni mi ratalo in verjetno tudi mi ne bo nikoli. Sicer sem opravila se pripravništvo, bila takrat kar tako. Potem so pač bila druga delovna mesta, pač ne, se v življenju vse obrne, ni mi uspelo in verjetno mi nikoli ne bo, ampak okej, če nekaj ne narediš, kompenziraš drugim, tako da ni mi uspelo, no, ampak tudi brez tega bo šlo, mislim, ne, ne bom umrla, no. Ja. Jaz presežem, da našem koli pravosodnega izpita, tako da veste. Aleksandra, glede na to, da imaš toliko izkušenj v atletiki, v teku in tako naprej, te morda kdo že povabil, da bi bila pa mogoče so trenerka ali pa kaj tazga, ne, se vem, da imaš dosti drugega dela, ampak vseeno. Ja, so me pač razne punce pisale, ne, bi me trenirala, bi me, ne vem kaj, ko rečem, jaz pač licence za treniranje je nimam, sem realna, mislim, da to mesto prepustim strokovnjakom, ne, ki pač imajo ustrezne dokumente za to in pač se ne čutim, mislim, da vseeno mora biti človek, ne, da ne more biti vsak, jaz rečem tako, ko ima 5 minut cajta trener, ne. Tudi ni nujno, da bi bila, ne, tudi če imela vse dokumente, dobra trenerka, ne. Je pa čas, da to tako vpraša, ampak vsakom povem, da pač jaz trener nisem in tudi tisti, ki so za to sposobljeni, jih lahko priporočim
10 jih poznam zagotovo, ne, tako da boljš tako. Bravo. Aleksandra, evo, tole sva uspešno pripravila do konca. Zdaj praviš, da se oziraš po Pavlovičkah maratonih, ki bi hitro tekla. Morda že veš, ali pa oziroma zdajle najni gledalci, gledalke, poslušalci in poslušalke jih zanima, no, kje pa te lahko živo spoznajo. Praviš, hodiš po trailih bolj službeno, mogoče ima že kakšno dirko letos, kjer boš pa nastopila, pa se kdo lahko pomeri s tabo, če je pripravljen. Ja, prijavljena sem na Ljubljanski maraton. To sem zagotovo prijavljena. Zdaj za maraton pa ne vem, glede na to, da je pač isti dan Ljubljanski maraton, jaz grem na 21 km, bom mogoče poiskala kaj v tujini, v Italiji. Ja, Ljubljanski maraton, tam se vidimo, drugače pa vabljeni v Novo Gorico, vabljeni na tek 3 vrhov. Moja številka je javna, za karkoli, za bilo kakšno pomoč smo vedno pripravljeni. Jaz kot direktorica, tudi kot osebno, mislim, da me poznajo, da rada pomagam, ni nobena težava, tako da kdorkoli ima kakšno vprašanje ali pa predlog, sem tle. Bravo. Evo, vsem omenjem, čemer so govorila, še spodaj nalimam linke, no, da si ljudje še kaj več preberejo, pogledajo. Jasno je, da 12. november se teče po 3 vrhovih v Gorici, ja, tako. Pa Aleksandra bo v cilju tala 5, čisto vsakmu posebej. Tako je. Do zadnjega počakamo. Super. Aleksandra Bordin, tole je bilo odlično, super pogovor. Hvala ti še enkrat za tvoj čas, no, in urice, ki so jih prebila skupaj. Pač upam, da nisem preveč tvojih delovnih obveznosti prekinil. Želim ti, rekel, uspešno delo še naprej, pa seveda priprave na tvoj hiter maraton, jasno. Hvala tudi tebi in vsem, ki bodo pač tole pogledali in nas spremljali. Ja. Dober tek, Aleksandra. Hvala. Lep pozdrav. Čau. Hvala.